Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili ob skodelici moje ogromne kave o manifestiranju. Včeraj sem vam rekla, napište, prosim, kaj si želite v tem letu. In vsi si pišemo za novo leto, želim ti veliko zdravja, veliko sreče, veliko denarja, veliko ljubezni. Pač vsi si želimo veliko boljše leto, kot je bilo prejšnjo. Pač normalno je, ljudje si želimo napredek. Ampak zdaj pa, če pogledamo, če nič ne naredimo drugače, ne moramo pričakovati drugačne rezultate. In zdaj vam bom razlagala o tem, kako pomembno je, da razumemo, kaj je želja, in po drugi strani, da razumemo, kaj je pa dejansko znanost manifestiranja. Ker znanost manifestiranja je to, kako to želeno potegniti v svoje življenje. Znanost manifestiranja je dobesedno tako, kot da iz nevidnega privlačimo, prelivamo v vidno. Glejte, zdaj vidimo vodo, ne? Prej je nismo videli. In če težko si predstavljate, kaj to pomeni, se pravi, na nevidnem, če je moč ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. Se pravi, to je želja. Zdaj, kako iz tega nevidnega to dobiti v vidno? No, to je pa znanost manifestiranja. Večkrat poslušam kakšen podcast in v bistvu zadnjič sem en dober podcast poslušala o tem, kako manifestirati. In bil je pogovor o tem, kako trenerji smučarjev, sploh profesionalnih, vrhunskih smučarjev uporabljajo manifestacijo, vizualizacijo za uresničevanje tega, kar si želijo. V glavnem, to isto lahko vi uporabljate. Zdaj pa poslušajte to. Kako športnik, ki je vrhunski športnik, se poškoduje, leži v bolnici, cel polomljen, sebe pripravi do tega, da vidi sebe, kako spet zmaguje. No, poglejte, to so športni psihologi in zdaj to je vizualizacija. In v tem videu je bilo predstavljeno na ta način, da športni psiholog pravi športniku, da si mora predstavljati od točke A pa do konca vsak detajl. In govori o tem, kako si to narediš. Se pravi, si obuje pancerje in potem gre na tekmo in ni, da se požene po strmini in na koncu prvi. Še tisto vse vmes, kako škripa sneg, kako sliši bučanje množice, kako, ne vem, če dela obrate v zraku, kako šumi zrak okrog njega. In vas bom zdaj, jaz obožujem smučanje, in vas bom popeljala, glejte, zaprite oči in boste šli z mano smučati. Se pravi, ko se jaz odločim, da bom šla smučati, dam doma svoje smučke v prtljažnik, zapeljem na cesto in se peljem do smučišča. In se pripeljem do smučišča, vzamem malo smuče, zunaj je mrzlo, si nataknem rokavice, vzamem iz prtljažnika smuči, si nadanem, dam dol najprej moje čevlje, si obujem pancerje, noga majčkeno težje gre, noter je treba potisniti, in moram biti previdna, imam tukaj, ko zapenjam, pravilno hlače poravnane, ker v nasprotnem primeru me potem to boli, se pravi, poravnam te moje nogavice, zapnem pancerje in potem odkorakam, da si kupim karto. In vsak korak škriplje sneg pod mojimi nogami. In kupim karto in si dam karto v rokav in potem si dam smučke, bujem smučke in se postavim v vrsto in se premikam in občutim, kako se premikam, da pridem do sedežnice in se usedem na sedežnico in sedaj sedim na sedežnici in se peljem in se pogovarjam. S kom sem na sedežnici? Z mojo prijateljico in se pogovarjava, klepetava in vmes malo sedežnica zagunca in opazujem vse te smučarje, ki smučajo po tisti planoti in tako me čakam, da bom sama začela smučati.
In še vedno se peljem in opazujem to pobočje, zasneženo pobočje, zagrnem se obraz, zato ker popiha, in ko pridem do vrha, si pripravim palice in se poženem po strmini in tisto, ko dela šk, 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 šk. A smučate z mano? A smučate z mano? To je manifestacija. Se pravi, če vi želite nekaj v svojem življenju ustvariti, karkoli, novo službo, vi si predstavljajte, s kakšnim navdušenjem greste v službo. Ne v to, ki jo ne marate, to je želja. Kaj bi imela boljšo službo, kaj bi imela boljšega šefa, za tega kretena, ki delam. To je želja, kaj bi imela. Kaj bi shujšala teh par kil, kaj bi imela lepo postavo, tako, koliko je ona srečna, ki ima lepo postavo, ne pa jaz. Ne gre na ta način vizualizacija. Vizualizacija gre na ta način, da zjutraj, ko vstanete, si vzamete nekaj minut, da si v mislih predstavljate, kako z zadovoljstvom oblečete vašo najljubšo obleko, jo zapnete in rečete, kako se jaz dobro počutim v njej. To je vizualizacija. Vizualizacija pomeni, da če manifestirate, ne vem, otroka, si želite družino, kako pestujete vašega dojenčka in kako mu pojete v spavanko, kako ste srečni, da si lahko mama, recimo. Vizualizacija, manifestacija je popolno nekaj drugega, to je nasprotje od tega, kar je želja. Želja je vedno, kaj bi imela, ampak vseeno, ne vem, kaj bi imela več denarja, ampak zakaj si to želiš? Zato, ker ne moreš plačati računov, Vizualizacija je pa občutek sreče, ker rečeš, kako sem pa jaz srečna, ker lahko plačam vse račune. Kako sem pa jaz hvaležna, ker lahko plačam v roku vse račune. Kako sem jaz srečna, kako sem jaz srečna? Vem, da blestim. Vse mi uspeva. Vem, da blestim. Glejte, to je čist druga energija. Kaj bi imela boljšo službo. Kako so srečne vse, ki imajo dobrega partnerja. Kaj bi imela ljubečega partnerja. In ti veš, da si mogoče v nesrečni vezi ali pa si samska. Kaj bi imela enega, ki bi bil z mano. Se pravi, poudarek je na tvoji žalosti, na tvoji osamljenosti, na tvojem pomanjkanju. Zdaj pa, kaj pa pomeni imeti ljubečega partnerja? Postani najprej ti tista oseba, ki jo prineseš v partnerski odnos. Postani ti tista navdušena oseba in veš, da zraven tebe slej ko prej se bo pojavil nekdo, ki paše v to tvojo zgodbo. Se pravi, postani ti najboljša različica sebe, ljubezni, in zdaj seveda si lahko predstavljaš tistega svojega ljubečega partnerja, ko vizualiziraš in si predstavljaš, kaj delata skupaj, katere aktivnosti. Recimo, jaz vem, kaj si želim v svojem življenju in ne želim pristajati na manj, ampak vem, da tisto, kar želim, da me povezuje z mojim partnerjem, je sigurno to, so skupne aktivnosti. In ja, seveda, jaz si predstavljam, kako plešem z mojim idealnim partnerjem, ker vem, da ga bom manifestirala. Nimam še pojma kdaj, ker lejte, jaz ustvarjam prostor, kjer bo moja prihodnost lahko pristala. Ni pa, da zdaj se jaz kregam z Bogom, kdaj mi boš dostavil. Ne gre na ta način. Gre se za to, da vibracijo ti pripraviš na to. Če zdaj recimo si samska, pa rečeš, kako se jaz samo počutam. Vsi so tako srečni, ne pa jaz. Jaz sem pa tako nesrečna, sama sem. To drugega ne more manifestirati kot še več takih občutkov, pomanjkanja, žalosti. Pač to manifestiraš. Po drugi strani, s to veselo energijo,
pa ti manifestiraš lahko vse tisto, kar si ti želiš. No in zato želiš, ok, a ne v Svetem pismu piše eno zanimiv stavek. Recimo, v našem Svetem pismu piše, prosite in vam bo dano, trkajte in vam bo odprto, se vam bo odprlo. Pač na ta način, če bom dosti dolg časa trkala, se mi bo odprlo. Ne gre na ta način, se ste že pogruntala, ne? Se pravi, to je tako kot muha, če bo dosti dolg časa se zaletavala v okno, bo okno počlo. Ne bo. Ne bo. Ampak v prvotnem zapisu, prevodu Svetega pisma pa piše: manifestirajte iz svojega duha, postanite obkroženi s svojim odgovorom in to, kar si želite, bo prišlo v vaše življenje. Se pravi, postanite obkroženi s tem, kar si želite. Zdaj pa kako biti obkrožen s tem, kar si ti želiš? Živiš v eni luknji, želiš si lepšo hišo ali pa stanovanje. Kako ne boš obkrožen s tem, moraš plačati položnice, nimaš denarja in zdaj ne boš obkrožen z denarjem, ki ga nimaš? Ne? Paradoks, ne gre skupaj. In tukaj je naše čustvo. Jaz imam eno mapo, kamor dajem položnice in tam pišem hvala za denar. Nekako zmerom pride, nekako je vse zmerom plača. Hvala za denar. To je ena stvar. Druga zadeva pa, ko postaneš obkrožen s tem, kar si želiš, to pomeni, da občutiš. To naše čustvo je tisto, navdušenje je tisto, ta vizija. Zato je tako pomembno, da si vzamemo čas zjutraj za manifestacijo, za predstavljanje. Se pravi, čim bolj natančno, ko si predstavljaš, napiš to, a ne? Napiš, kaj si želiš. V tem letu želim tehtati koliko. Tehtati koliko. Napiš. To je zdaj želja. In to, zdaj, če boš ostala samo pri želji, se ne bo nič zgodilo. Ampak, če to napišeš, je na nek način že prva točka tega, kar si naredila. Ali pa v tem letu želim zaslužiti več na mesec koliko. Napiš. Ker lahko, da ti vsak mesec zmanjka neka vsota in če boš to imela napisan, ali pa v tem letu želim službo, kjer me spoštujejo, kjer sem zadovoljna. Ali pa v tem letu želim izboljšati moje zdravje. Da določena mogoče bolezen izgine. Kako naj bom zdaj, če sem bolna, obkrožena s svojim zdravjem? No in zdaj pa ta vizualizacija. Se pravi, če si jaz zjutraj vzamem par minut časa, da že občutim, da že občutim to, kar mi pripada, da sem že zdrava, da že delam določene stvari, ki jih mogoče zdaj ne zmorem. Ne vem, te boli križ, da si že predstavljaš, kako lahko dvigneš svojega vnučka in se, ne vem, valjaš z njim po tleh, brez da bi te karkoli bolelo, zato ker si to gibčna. Ne? To pomeni vizualizacija in občuti vsa ta občutja zadovoljstva, kako si srečna, ker se lahko valjaš po tleh svojim vnučkom, kako si zadovoljna. Recimo, ali pa recimo to, kar sem prej rekla, pari, ki ne morejo imeti otrok, da si v živo predstavljajo, kako imajo tega dojenčka v naročju in kako so zadovoljni, kako hranijo tega dojenčka, kako se jim smeji. Poglejte, kako delujejo naši možgani. Naši možgani dejansko delujejo na ta način, da recimo, a se spomnite, da zdaj tiste, ki ste bile noseče, veste, kako izgleda. Ko si noseča, naenkrat vidiš same noseče ženske, vse so noseče. Potem vozičkaš, voziš otroka na sprehod, vidiš same mamice z vozički. In ne vem, kupiš rdeč avto, naenkrat vidiš same rdeče avtomobile. Na nek način, kamor gre naša pozornost, to nam naši možgani naslikajo.
kamor gre naša pozornost. Se pravi, ko imamo pozornost na tem, kaj bi imela več denarja, ali pa kaj bi shujšala na pomanjkanje, avtomatično možgani nam slikajo še več pomanjkanja. Ko pa mi možgane naštelamo na to, kar si želimo, zato je pomembno, da napišemo, ja, pomaga tudi vision board, čeprav. Glejte, jaz sem to izkusila, to vision board, leta nazaj. Napisala sem si na notranjo stran omarice v kopalnici, sem si nalepila modro rjavo kuhinjo z modrimi stranicami. Nalepila sem si storžič, ker sem želela imeti iz kuhne pogled na storžič. In dejansko sem to gledala mogoče 10 let. Vsakič, ko sem odprla omarico od kopalnice oziroma od omarice, sem videla to nalepljeno in na nek način, kaj se je zgodilo. Hiša, kjer sem živela v Škofji Loki, potem po ločitvi, je imela iz kuhinje pogled na storžič in bila je kuhinja, ki je bila svetlo rjava z modrimi stranicami. Pač določene stranice v kuhinji so bile modre barve. Pač dobesedno dobila sem to, kar sem vizualizirala. In zdaj, že potem, ko sem se preselila sem v Sežano, sem brskala po enih starih mojih zapisih. In en zapis iz 96. leta, 97. leta je bil, sem napisala, moja končna vizija. In sem napisala, živim na sončni parceli, na soncu. In sem napisala točno, kako si želim imeti hišo, kako si želim parkirišče. In jaz, ko sem zdaj prišla, 3 leta sem tle v Sežani, brskam po teh starih zapisih, jaz sem to napisala skoraj 30 let nazaj, sem napisala, kaj si jaz želim, moja končna vizija, in zdaj živim točno v taki hiši. Kaj? Zato zapišite, moja končna vizija. Ni važno, kje si zdaj, kam želiš. Kako želiš, da izgleda tvoja služba? Napiš čim več podrobnosti. Napiš vonjave, otipe, okuse. Vključi čustva v to tvojo končno vizijo. Kje želiš delati? Kje želiš živeti? S kom želiš živeti? Kako želiš ti izgledati? Kako si zdravstveno in kako si finančno? Napiš. Moja končna vizija. Izpust. In delaj vsak dan na vizualizaciji in poudarek je na občutkih. No, zdaj pa še en občutek, ki je zelo, zelo pomemben, je pa hvaležnost. Ker dnevnik hvaležnosti meni ne potegne. Danes sem tako hvaležna, meni je to prazen. Jaz moram občutiti, mora biti ta žvoht v meni, veste, mora biti ta strast. Nekaj, da bom mogla pisati, je to meni brez veze. Ampak, ko pa sem hvaležna, imam eno takole buklo, kamor pa pišem določene stvari, sem jih zaprla. Očitno ne bom ne zabrala ven. Zanimivo, cilji. Ni vprašanje, ali si ti v redu, vreden cilj. Vprašanje je, ali je cilj vreden tebe. To je rekel Bob Proctor. Igraj na veliko. Kaj je možno za nas? Če bi lahko 5-krat več naredila, se pravi, sanjaj 100-krat večje, kot je danes. Kako bi bilo življenje videti, če bi bilo 100-krat večje? Ne vem, kako bi bilo življenje videti, če bi bilo vse tako, kot si ti želiš.
V glavnem, ja, vi imejte eno zlato knjigo za sebe, kamor boste kaj pomembnega napisali. Končna vizija, recimo. In tam pišeš končno vizijo takega partnerskega odnosa, ki si ti želiš, kako si želiš počutiti. Zdaj pa, sploh za odnose. Mi rečemo, jaz si želim partnerja, ki je spoštljiv, potrpežljiv. A sem jaz spoštljiva? In kje se vidi, da sem spoštljiva? Do sebe. Jaz spoštujem do sebe. A sem jaz sočutna do sebe? Ker jaz, če do sebe ne morem biti sočutna, potrpežljiva, kako bom do drugih ljudi? Lejte, včeraj sem z mojim očetom govorila in sem mu rekla, največja bedarija, ki je zapisana v Svetem pismu, je, kaj je ljubezen. Kaj je ljubezen, piše v Svetem pismu. Mislim, da je pismo Korinčanom. Na moji poroki se je bral to pismo. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ne išče svojega, vse upraviči. To je največja bedarija. Ker poglejte, ljubezen ne more vsega upravičiti. Ker so stvari, ki ne da rečeš oproščam ti, pa živiš naprej. Ampak, če imaš ti sebe rad, včasih postaviš meje, je dobrotljiva, vse oprosti, vse ne vem, kaj je, potrpežljiva. Ne, ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ampak ne more vsega upravičiti. Ne more reči, ja pa se bo spremenil, ja pa se je imel težko otroštvo. Lahko tako govorim, kaj mislim. No shit, kdo ga pa ni imel? Kdo ga pa ni imel? Kdo ni doživel ene travme v življenju? Se upraviči. So stvari, ko enostavno moraš reči dovolj. In če se v tem življenju učiš postaviti meje in če jih ne uspeš postaviti v tem življenju, jih boš v naslednjem življenju. Pač, to je dejstvo. No, o tem sva z mojim očetom govorila, a ne? Ta največja bedarija za moje pojme Svetega pisma. Ljubezen, kaj je ljubezen? Ne, to ni ljubezen, da vse upraviči. Ker če imaš ti kolčkaj sebe rad, včasih moraš reči kakšni stvari dovolj. To pa ne gre skozi moj filter, a ne? In tako smo bili vzgajani, programirani, da vse potrpimo, da vse upravičimo in potem toneš, greš navzdol in ko ne moreš več, ko ne dihaš več, se lahko tudi utopiš. In pride bolezen in te potopi. Do kje? Ne? V tem življenju, če se učiš postavljati meje, sigurno ti bo življenje prineslo 1001 razlog in priložnost, da osvojiš to lekcijo. Tako da gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da ne bom predolga. Tako da tale manifestacija, v glavnem domača naloga. Začnite zjutraj si predstavljati tisto, kar si vi želite. In zato, zdaj včeraj ste napisali, kaj si želite in zdaj boste pa začeli vizualizirati. In to pomeni zjutraj ali pa zvečer pred spanjem par stvari, da si v živo predstavljaš, kako že stopaš v tisto, kako odklepaš svoje stanovanje, kako diši pohištvo, kako odpreš zavese, kako pogledaš v naravo, odpreš okno, zadihaš. Se pravi, kako občutiš vse to, kar že je. Nadangel Ariel, angel novih vizij. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Nadangel, to je ženska energija, angel, ki je ustvarja, ki je upodobljena z zlatim rogom in sipa obilje na to zemljo. Angel, ki je upodobljena z levom na vrvi in enostavno ima svojo moč v sebi in koraka. In če eno meditacijo, ki jo delam tudi v okviru mojih programov, se pravi teh online programov, je meditacija 4 najmočnejših angelov. In ta nadangel Ariel hodi pred tabo in ti odpira pot.
za tabo je nadangel Mihael, ki te ščiti. In na desni strani nadangel Gabriel, ki govori, ki ti nosi sporočila. In na levi strani nadangel Rafael, ki zdravi. Ja. Če te bo poklical, boš šla tudi naprej v te programe, ki jih imam. V ponedeljkih bom imela začetni tečaj in v četrtkih bom imela članski program. Nimam še napisan. Članski program za vse tiste, ki ste bili že v mojih programih, 1-urno predavanje z meditacijo. Nadangel Uriel, zanimiv, sami angeli grejo ven. Čustveni strup zapušča moje telo. Ne rabim več, nobenih strupov ne rabim. Sami angeli danes in zdravilni žarek. Naj zdravilna energija teče skozi moje telo. Jaz sem bitje luči. Ja, očitno je čas za ozdravljenje, ne samo za zdravljenje. In s tem, ko boste začeli delati te korake, boste videli, kako se bo naenkrat energija spremenila. Vse se bo spremenilo okrog vas. Čakaj, še zavest. Višja zavest. Zavest. Naslednje. Odslavljanje. Se pravi, greš v eno večjo sliko. Wow. In zaključevanje. Leto. Pač tako. Wow. Če si za ustvarjalno energijo. Pač imaš toliko vseb tega. Čakaj, tale ustvarjalna energija. Lej. Začni slikati barve svojega življenja. Začni slikati to, kar si ti želiš. V umu, v viziji. Boš videla, sigurno to pride v tvoje življenje. Sigurno. Dajmo še pogledati. Stvarnik za tole dušico, ki gleda video do konca. Kaj je pomembno? Da ve, da v zavesti, kaj je tisto, kar ji sporočaš. Konec je obdobja puščavnika, se pravi, to je obdobje, ko se zaključuje. Tega ne potrebuješ več. Ali pa tudi v tem, ko si sama, ti lahko postaneš maginja, čarodejka, čarobnica svojega življenja. In tvoja misel ustvarja tvoj svet. Kam gre tvoja misel? Ti kotalijo stvari, ki so se ti dogajali, ki so programi tvoje mame, pej do tečaja, začeten tečaj. Programi tvoje družine. Ali pa, ok, to je šara, to bom popucala, tako kot, ne vem, nekje, kjer imaš v hiši šaro, ki jo je treba fizično dati stran. In naslednja stvar, potem pa začneš manifestirati to, kar si ti želiš. Tvoj ima sposobnost, da zrastejo nove povezave v možganih. To je dokazal dr. Joe Dispenza o tem, kako lahko nastanejo nove povezave, ko v bistvu, recimo, sploh pojmo nazaj na moj smučanje. Jaz uživam v smučanju. In če si predstavljam zdaj, da smučam, če zraven pojem, to je nekaj, kar je ples na snegu. To je nekaj, kar... In isto, ti lahko ustvariš v svojih možganih. Ali pa recimo, ista energija je pri meni vožnja po avtocesti, vožnja z avtomobilom. To rada delam. So stvari, ki mi večajo energijo. In lejte, ali pa vožnja s kolesom. Tamle, ko grem po kolesarski progi, en spust. In je tako, prav gre skozi mene. I believe I can fly. Pač tako vedno pojem to. Toliko nora energija je, da bi enostavno človek poletel. In to lahko naredimo vsakič svojim umom. Mi lahko poletimo. Tako da ja, stvarite to, kar si želite, ker imate svoj in vaš z njim lahko samo vi upravljate. Nihče drug. Rečete, ja, ampak so mi v otroštvu govorili to pa to. Ja, pej do začetni tečaj, pa počisti otroštvo,
Vzem kakšno knjigo, ne vem, Mintina kuhinja vam ne bo pomagala pri tem. Mogoče vam bo pomagala, ko imajo moški hormoni žur, vam bo najbolj pomagala pri tem, da boste šli v zgodnje otroštvo in počistili programe vaše mame, vašega očeta, korenine družinskega debla. Ja. No, tako da se vidimo jutri v novem videu, bomo še govorili o tem. To je pomembna tema, kar dejstvo je, da ja, veliko stvari je takih, kjer delujemo po starih programih in potem dobivamo stare izkušnje. Tako da želim vam nove izkušnje, ker je novo leto. Uživajte!